In prvi nasvet je izbira prave ključne besede. Za spletno stran torej je potrebno izbrati tiste prave ključne besede. To pa niso besede, ki jih mogoče misliš ali predvidevaš, da bi lahko bile, ampak to so besede, ki jih dejansko nekdo vpiše v Google in potem preko te besede pride na tvojo spletno stran. Zato je treba v bistvu uporabljati te prave ključne besede. Zdaj, kako zbrati ta pravo ključno besedo, pa imam pripravljen spletni tečaj, ki je popolnoma brezplačen in te vabim, da ga. Potem, ko imaš v bistvu zbrano to tvojo primarno ključno besedo, jo je seveda treba tudi uporabiti na spletni strani. Uporabiš jo lahko kot metaopise v naslovu, v URL-ju, v samih besedilih, potem optimiziraš. Ok, danes je čas torej za nov trikec SEO optimizacije in to je za optimizacijo fotk. Pri optimizaciji fotk je najbolj pomembno najprej, da jih shranimo v pravo velikost, torej pravo velikost za tvojo spletno stran. Zdaj, te dimenzije so lahko od spletne strani do spletne strani različne, zato naj bo pač najbolj primerna velikost za tvojo spletno stran. Potem je fino, da to tvojo fotko optimiziraš z programom, da jo v bistvu stisneš njeno velikost, preden jo naložiš na spletno stran. Lahko uporabljaš tudi veliko brezplačnih programov, v naslednjih svojih ti pokažem 2, ki jih uporabljam jaz. In ko imaš potem te fotke stisnjene, jih enostavno dodaš na spletno stran, pač kjer jih želiš, in najbolj nujno, kar je, da jih optimiziraš za iskalnike. Torej dodaš vsa besedila, najbolj nujna pa so alt tekst oziroma nadomestno besedilo, ki se ali prikaže takrat, ko fotke ni možno sploh prikazati, recimo na kakšnih napravah, ali pa na drugi strani, da v bistvu Google lahko lažje indeksira in ve, kaj je vsebina te fotke. Zdaj, super fino je pa uporabiti seveda tudi tvoje ključne besede. Vsaka stran, blog, produkt, karkoli pač imaš, bi moral imeti en super naslov. In ustvariti super naslov je lahko kar ena taka mala umetnost. Zato pa ti vseeno danes delim nekaj trikov, kako narediti čim boljši naslov. Vsak URL na tvoji spletni strani je fino, da je tudi optimiziran. In sicer naj vsebuje tvojo ključno besedo za to posamezno spletno stran, naj bo opisen, torej brez številk oziroma posebnih znakov, in pa kratek. To ni nujno, je pa fino. Vsaka stran bi morala imeti tudi kratek metaopis, to je tisti opis, ki se običajno pokaže med iskalnimi rezultati na Googlu ali pa na Facebooku, ko deliš link. Vse, ki pa si želite svoje znanje malo še poglobiti v ta SEO optimizacijo, pa sem pripravila tudi mini presenečenje, in sicer spletni tečaj po zelo, zelo znižani ceni. Tako da preveri tukaj.